Dirkališče Pannonia Ring na Madžarskem je bilo prizorišče druge dirke državnega prvenstva Slovenije v cestnohitrostnem motociklizmu. Na uvodni dirki svetovnega prvenstva v Speedwayu Matej Žagar s povabilom organizatorja in Nik Škorja v vlogi rezerve ostala v ozadju. Na peti dirki sezone svetovnega prvenstva v motokrosu v Agedi na Portugalskem Jan Pancar do skupno 8. mesta. Zmaga Aleksa Novaka na dirki Evropskega prvenstva v Franciji. Druga dirka državnega prvenstva Speedway 250 za mlade upe od 12 do 16 let je bila v Plznu na Češkem. Zmagal je Sven Cerjak. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Udvozojek Pannonia Ring Band. Dobrodošli na dirkališču Pannonia Ring. Druga letošnja dirka državnega prvenstva v cestnohitrostnem motociklizmu je potekala na Madžarskem. 4740 metrov dolga steza je od Ljubljane oddaljena 309 km in tudi tokrat je ponudila nepozabno dirkaško akcijo. Motociklistični pedok je bil nabito poln, udeležba zavidljiva. Najboljši slovenski dirkači z licencami AMZS pa so poskrbeli za veliko mero dirkaškega adrenalina. Razmere za dirkanje so bile na moderni stezi idealne, saj so vzdušje izboljšali sonce in visoke temperature. V nedeljo je sicer dirkačem nekoliko ponagajal veter, zaradi nekoliko hladnejše asfaltne podlage so bili padci neizogibni, treningi pa nepričakovano krajši. Toda ko je napočil čas dirke prvenstva Superbike, so imeli v mislih le eno stvar – voziti na polno. Marko Bolko je tudi na drugi zaporedni dirki upravičil status prvega favorita. Že na kvalifikacijah je dokazal, da je Pannonia Ring njegova domača steza in deklasiral je konkurenco. Mariborčan je imel na jutranjem ogrevanju sicer srečo v nesreči. Za las se je pred garažo izognil trku z enim od obiskovalcev. Med izogibanjem je padel, sicer ostal nepoškodovan, skupil pa jo je motor, ki ga je moral pred dirko ekspresno hitro popraviti. Dirko je začel z prvega štartnega mesta, osredotočen, kolikor se je dalo, in ko so ugasnile rdeče luči, je drvel skozi ovinke brez zadržkov. Čeprav je konkurenco ugnal za skoraj 40 sekund, pa je po drugi zaporedni zmagi priznal, da mu ni bilo lahko in da mu je zaradi jutranjega incidenta primanjkovalo motivacije. Vem, da sem sposoben biti hiter in pa tudi na koncu tudi zmagati. Zelo mi je všeč samo dirkališče, sama sestava dirkališča, zelo hitra proga in pa vsekakor bom dal vse od sebe in pa verjetno bom tudi opravil še kakšen trening pred samo dirko za državno prvenstvo, tako da bom zagotovo dobro pripravljen. Enak vrstni red kot na prvi dirki na Grobniku je bil tudi na Pannoniji. Še najbližje je Bolku prišel Blaž Bregar, ki je vnovič ponosno dvignil pokal za drugo mesto. Tretji pa je bil Srečko Virant. Nisem kaj preveč zadovoljen, ker ni to moja pista. Bolj mi odgovarjajo druge, hitrejše piste. Tako da upam, da bo drugje, to se pravi, naslednjo imamo Slovaško, da bo tam boljše oziroma da bo boljši čas. Bolko ostaja vodilni v skupnem seštevku s popolnim izkupičkom 50 točk. Izenačenost dirkačev v prvenstvu Supersport 600 se je vnovič pokazala na Madžarskem. Zmagovalec uvodne dirke sezone Gašper Hudovernik že na kvalifikacijah ni varčeval z močmi in je z najboljšim štartnim mestom Eneju Logarju in Etienu Kanterju Božiču nakazal, da bosta morala na dirki sebe iztisniti nekaj več, če ga bosta želela ujeti. Najboljša trojica na kvalifikacijah se je štarta pognala odločno, brez zadržkov. Dolgo je kazalo, da bo Hudovernik s hitrim ritmom prišel do druge zaporedne zmage. Toda ker se v dirkanju stvari hitro spremenijo, je novinec v tem tekmovalnem razredu motor namesto čez ciljno črto pripeljal v garažo na tovornjaku. Padel je v 10. ovinku in tako pot do zmage prepustil tekmecem.
Aktualni prvak in novinec v prvenstvu Supersport 600 sta se brezkompromisno udarila za 25 prvenstvenih točk. Borba za zmago je bila atraktivna, razborljiva in za Logarja uspešnejša, kar mu je prineslo prvo zmago v sezoni. S celotnim vikendom sem zelo zadovoljen, sploh z mojimi časi, ker to so bili moji najboljši časi. Dirka pa štartal sem malo slabše, me jih je na štartku kar veliko prehitel, 3 kroge pred koncem me pa je Tjen prehitil, ampak sem ga v zadnjem krogu uspel prehiteti, tako da je prva zmaga. Kljub drugemu mestu dirkač iz Lucije ni skrival navdušenja po dirki, saj je v sezoni prvič stopil na oder za zmagovalce. Na dirki sem se res ful potrudil in mi je uspelo tudi čase zbiti. Končno kot drugi, kar po Grobniku mi kar opravilo vse skrbi, ki sem jih imel za letošnje prvenstvo. Dvoboj dveh prijateljev izven steze je ponudil najboljše, kar slovensko dirkanje trenutno lahko ponudi. Izjemna prehitevanja, vožnja na nož, predvsem pa dvig dirkaškega nivoja, zaradi česar so navijači med dirko zadrževali dih. Zelo je bil razborljiv, Bili smo čez na blizu in je bilo kar fajn. Zelo razborljivo, ker prvo sem mislil, da se bova za drugo mesto bojevala, na koncu pa za zmago. In na koncu sem potegnil jaz malo krajšo, ampak bomo videli, kako bo še drugje. Po odstopu hudovernika se je na 3. mesto zavihtel Domen Lipnik, ki je vnovič pokazal, da je zelo blizu najboljšim. Spet dosti podobna zgodba kot na Grobniku. Svojemu performancu ne najbolj, končen rezultat pa glede na vse sem pa moram biti kar zadovoljen, ker pa sem bil spet to, kar je bilo realno dosegljivo do mene. Vodstvo v skupnem seštevku je tako prevzel Enej Logar. Z izvedbo druge dirke sezone je zadovoljen tudi organizator prvenstva, ki je imel zaradi izjemnega obiska polne roke dela. Na koncu gremo vsi domov celi in zdravi, kar je najbolj pomembno. Tako da jaz mislim, da je dogodek lahko ocenjen kot uspešen. Moram reči, da Slovenci načeloma kar radi hodimo sem. Tako da je bil ta odziv, dajmo reči, mogoče pričakovan tudi, ampak vseeno dobro, mi smo zadovoljni. Nova, še bolj razborljiva dirkaška akcija za točke državnega prvenstva bo med 17. in 18. junijem potekala na modernem in hitrem dirkališču Slovakia Ring. Stadion Millennium v Donjem Kraljevcu tik ob slovensko-hrvaški meji je bil gostitelj uvodne dirke svetovnega prvenstva v speedwayu. Matej Žagar je za boj na stezi med svetovno speedway elito dobil povabilo organizatorja. Nik Škorja pa je imel vlogo rezerve. Slovenca z licencama AMZS je na tribunah spremljalo veliko število rojakov. Gledalci pa so do zadnjega kotička napolnili stadion, ki je pokal po šivih. Tekmovanje je krojilo vreme, saj je bila dirka zaradi dežja za pol ure prestavljena. Težke razmere na progi so bile nekoč pisane na kožo Žagarju, ki žal tokrat ni blestel. Čeprav je v preteklosti v takšnih pogojih običajno vozil zelo dobro, pa so ga vidnejše uvrstitve pokopali predvsem štarti. Ti so bili praktično v vseh vožnjah odločilnega pomena. O razmerah za vožnjo govori tudi dejstvo, da na dirki ni bilo niti enega prehitevanja. Žagar je v 5 vožnjah zbral 3 točke in tekmovanje končal na 16. mestu. Še mesto za njim je pristal Škorja, ki je na težki progi priložnost za vožnjo dobil v 5. vožnji, a jo je končal na 4. mestu in je ostal brez točk na tokratni preizkušnji. Zmage se je sicer veselil poljski as in branilec naslova svetovnega prvaka Bartoš Zmarzlik pred Britancem Robertom Lambertom, tretji pa je bil Šved Fredrik Lindgren. Nekaj dni pred dirko na Hrvaškem sta na kvalifikacijski preizkušnji Evropskega prvenstva v Terencanu v Italiji z licencama AMZS barve Slovenije branila Matic Ivačič in Nik Škorja. Zasedla sta 13. in 14. mesto. Na dirki enakega ranga v Mureku v Avstriji pa je vozil Denis Štojs, ki je v ostri mednarodni konkurenci osvojil 16. mesto.
5. dirko sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je gostila Ageda na Portugalskem. Jan Pancar je bil tokrat zelo dobro razpoložen že v kvalifikacijah. Že v soboto sem se super počutil. Proga se mi zdi, da je dosti boljša, ker je okoli obarjena. Tudi sami skoki so veliki in sem imel dober feeling na samem motorju. V cilj je pripeljal na 7. mestu, kar je bilo zelo dobro izhodišče za vožnji, ki sta sledili naslednji dan. Hkrati pa je vknjižil še dodatne 4 točke za skupni seštevek razreda MX2. Prvo vožnjo je Pancar začel odločno in agresivno. V prvi vožnji z solidnim štartom, mislim, da sem bil okoli 10. mesta, sem napredoval naprej, prišel do 6. in potem se odpeljal skoraj pol tekme sam na 6. mestu, kar je najboljša uvrstitev letos. Zmagal je Jago Gerc. 6. mesto Pancarja pa je obetalo vrhunsko končno uvrstitev. Zato se je Pancar v drugo vožnjo s štarta spet pognal zelo agresivno in se izognil zapletom v prvem ovinku. Nato pa se mu je pripetila napaka. Potem pa drugi krog je prišlo do padca, ko sem probal prehiteti enega sovoznika. Zgubil mislim, da dobrih 10 sekund. To je pomenilo, da se je moral na progi pošteno potruditi, da se je znova prebil tja, kamor si želi. Na koncu ujel še celo 9. in 8. Ampak je zmanjkalo časa, tako da na koncu 10. mesto, kar je na koncu zadostovalo za 8. skupno. Tudi v drugi vožnji je bil najhitrejši Jago Gerc, ki se je veselil skupne zmage in je prepričljivo prvi tudi v skupnem seštevku, v katerem ima Pancar 115 točk in se nahaja na 10. mestu. Na dirki Evropskega prvenstva v Dardon-Gengonu v Franciji se je v razredu EMX 65 izkazal Alex Novak, ki je dobil obe vožnji in prepričljivo zmagal. Na zmagovalnem odru se mu je pridružil Taj Goleš, ki je bil tretji. Svit Vižintin je zasedel 18. mesto, Leo Gajser pa je bil 26. V razredu EMX 85 je Val Slavec osvojil skupno 35. mesto na dirki, Maj Kotarc pa je bil skupno 39. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Plzen na Češkem je gostil drugo dirko državnega prvenstva v Speedwayu 250 za mlade upe od 12 do 16 let. AMZS tekmovanje organizira skupaj s Češko zvezo. V boju za točke pa so se merili Sven Cerjak, Gregor Zorko in Tilen Bračko. Na prvi dirki aprila v Krškem se slovenska trojica ni vmešala v boj za najvišja mesta, je pa nabrala kar nekaj dragocenih izkušenj. V Plznu so vsi vozili prvič v karieri. Bil sem prvič, proga se mi zdela dosti nevarna, pa težka za voz, ampak pol je šlo. V Plznu še nisem vozil. Proga je bila dosti zahtevna. Track wasn't the best, slick, tight, but you know, you got to ride them all. Največ težav mi je delalo, ko je bila grip steza, pa nismo mogli dobiti takoj nastavitev za motor. You have to kind of use more of your bike skills around here than you do at Crisco. Kljub temu so se fantje pogumno spopadli s progo. Žal je padec zaustavil Bračka. Odpeljali so ga v bolnišnico, a jo je k sreči odnesel brez poškodb. Tokrat je na progi dominiral Cerjak, ki je brezkompromisno napadal vsak zavoj v vsaki vožnji. Zato mu tekmeci niso bili kos niti v eni vožnji. Suvereno in prepričljivo pa je dobil tudi finalni obračun, v katerem je vodil od štarta do cilja. Ja, dirka je bila dobra, zmagal sem, nisem bil premagan, ful sem vesel za zmago.
Meeting was tough today, hard competition. They were all ruthless to get that top spot on the podium. Konkurenca je bila taka kot v Krškem. Zdaj, par dobrih je tudi manjkalo. Za svojo dirko sem pa kar zadovoljen, da sem prišel brez padcev, čestne. Mladi up doma iz Senovega je odkrito priznal, kdo ima največ zaslug za prvo mesto. Glavni krivec je moj mehanik, drugače pa motorji so bolj nastavljeni, novi, tako da, ja, to je bilo to. Drugo mesto je osvojil Britanec William Kearns, tretje pa zmagovalec iz Krškega, Poljak Maksimilijan Pavelčak. V nedeljo 7. maja bo na progi v Semiču druga dirka državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Prav tako v nedeljo 7. maja se bodo v Krškem na drugi dirki sezone za državno prvenstvo Slovenije merili tekmovalci v minimotu, mini-GP-ju na skuterjih in supermotu. Sobota 13. maja bo proga v Škednju v znamenju tretje preizkušnje za točke državnega prvenstva Slovenije v motokrosu v letu 2023.